Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o resnicah in lažeh glede virusov. Preko medijev in tudi v šolah nam poskušajo vsiliti prepričanje, da so virusi nekaj, kar je zlobnega, da se virusov lahko nalezemo, da so zelo vešči, da nas napadajo od zunaj, da nas bodo poškodovali in zato se moramo proti njim boriti, se proti njim obraniti. Od kod tovrstne informacije? Kdo ima korist od takšnih laži? Pogledati je potrebno zgodovino razvoja sodobne zahodne medicine in potem lahko vidimo, da ko se je razvijala mikrobiologija, ko so začeli znanstveniki vse bolj proučevati, kako dejansko delujejo celice, molekule, bakterije, virusi, sta se razvili dve različni struji, dve različni nasprotujoči si teoriji, kaj so virusi in kakšen je njihov namen. Louis Pasteur, ki ga poznate pod postopkom pasterizacija, torej uničevanje bakterij z visoko temperaturo, on je bil zagovornik tega, da so virusi sovražniki, ki nas napadajo od zunaj, in zato se z našim imunskim sistemom proti njim moramo boriti. Louis Pasteur je napisal knjige glede tega in marsikdo je začel se po tej teoriji učiti. No, Louis Pasteur je potem, preden je umrl, priznal, da se je motil in objavil članke o svoji zmoti. In zakaj še naprej razširjajo in učijo te laži? Ko pa so drugi znanstveniki, biologi dokazali, da so virusi nekaj, kar proizvajajo naše lastne celice našega fizičnega telesa. V našem telesu se neprestano izvajajo številni procesi ohranjanja, razgradnje in gradnje. Neprestano se spreminja naš DNK, neprestano se razvijamo, mutiramo, prilagajamo na nove zunanje okoliščine, zato da lahko naše fizično telo preživi. Komu je v korist, da razširja laži o tem, da so virusi nekaj, proti čemer se moramo bojevati? Korist imajo seveda vedno prodajalci orožja. Tako kot so bankirji tudi soodgovorni za financiranje obeh strani vojne, zato da imajo maksimalne dobičke, so tudi farmacevtska podjetja tista, ki nam prodajajo biološka orožja, zato da se lahko navidezno bojujemo proti nevidnim zunanjim napadalcem. Vedno, ko se nekaj dogaja na svetu, se je koristno vprašati, kdo bo na račun tega mastno zaslužil. Virusi so dokazani, da so topila, kot je recimo milo in čistilo, ki jih proizvajajo naše lastne celice, zato da raztapljajo in odstranjujejo določena celična tkiva, da se telo prečisti. Kajti ne zbolimo zato, ker bi nas nekaj od zunaj napadalo. Zbolimo zato, ker imamo telo močno obremenjeno z raznimi strupi.
Zastrupljajo pa nas sestavine, ki jih pojemo preko industrijsko predelane hrane. Zelo obremenjujejo naše telo vsa živila živalskega izvora. Še najbolj pa zastruplja naše telo naš oziroma umsko-zavestni sistem. Naš je virtualna resničnost, ki je simbiotski parazitski sistem in se napaja z življenjsko silo našega fizičnega telesa. Potrebuje naše zavedanje, našo pozornost, da sledimo mislimi, ki nam jih proizvaja, in da nas s tem zavaja in drži stran od zavedanja in čutenja našega lastnega fizičnega telesa in tistega, kar se dejansko dogaja v njem. Naše telo neprestano uporablja številne viruse, da odstranjuje razna tkiva, da se preobraža, prilagaja in da ohranja čim večjo funkcionalnost za lastno preživetje. Vročina je tista, ki jo proizvede naše fizično telo, zato da ustvari odklop od V stanju vročine, ki jo čutimo med boleznijo ali pa tudi, ko gremo v savno, lahko vidimo, da zelo težko razmišljamo, in to je tisto, kar telo želi doseči. Potrebuje premor od neprestanega napadanja iz strani našega ki razžira naše fizično telo. Sluz je tisto, kar naše telo izloča v procesu očiščevanja. Bolezni, prehladi, gripe so torej simptomi naravnega očiščevanja našega fizičnega telesa. Zbolimo takrat, ko se telo odloči, da je čas za intenzivno čiščenje. Lahko se ubranimo pogostim obolevanjem na ta način, da pazimo na čim bolj zdravo prehrano in da čim manj dopuščamo našemu da nas zaslepi z nerealnimi mislimi, ki nas med sabo razdvajajo. Naše telo je življenje, ki je povezano z vsem ostalim življenjem, z vsemi ostalimi fizičnimi telesi. Ko zbolimo, je možno, da bodo hkrati zbolela tudi telesa v naši bližini. Toda ne zato, ker se nalezajo naše bolezni preko virusov, temveč zato, ker se telesa v bližini hkrati odločajo za čiščenje v istem časovnem obdobju. In zbolevamo tudi pogosto v določenih časovnih obdobjih skozi leto. Zato so tako imenovani spomladanski prehladi, ko se temperatura letnega časa začenja dvigovati. Takrat je običajno telesu zelo prikladno, da prične čiščenje. In ko virusi nadgradijo določena človeška telesa, se preko resonančnega informiranja povežejo tudi z drugimi telesi, da se tudi ostala nadgradijo. Kako si potem lahko razlagamo, da je preko medijev tako intenzivno poročanje o nekaj obolelih ljudeh, ki so zboleli, in zakaj zatrjujejo, da so zboleli za koronavirusom, če pa v bistvu število obolelih ni nič večje kot pa v prejšnjih letih v enakem obdobju leta. Vedno se je treba vprašati, kakšno taktiko uporabljajo vladajoča elita za to, da bi nam dodatno odvzeli svoboščine.
Vedno se gre za zastraševanje. Tako kot je cerkev izumila hudiča, da nas je lahko zastrašila v pokorščino in poslušnost, podobno kot je Hitler demoniziral Žide, zato da jih je lahko odstranil iz vodilnih položajev, enako sedaj poskušajo demonizirati viruse. Viruse uporabljajo kot novega, globalnega, zunanjega napadalca, zato da lahko z njim upravičijo odvzem naše prostosti, da nas prepričajo, da smo doma in lahko se vprašamo, kaj imajo v načrtu kot naslednji korak. Bill Gates in njegovi podporniki menijo, da nas je ljudi na svetu enostavno preveč. Preveč, da bi z nami uspešno upravljali, da bi nas nadzorovali in kontrolirali. Bill Gates je v enem izmed javnih govorov rekel, da si želi, da bi z cepljenjem zmanjšal število svetovnega prebivalstva za 10 do 15%. To si vsak lahko pogleda na internetu, ta njegov govor. In zakaj so Amerika in Anglija donirali na milijone doz cepiv Afriki in posledično se je razvil AIDS? Ljudje ne zbolevajo močno zaradi virusov, temveč zaradi cepiv, ki naj bi jih zaščitila proti virusom. Potrebno se je paziti pred tem, da nam nekdo ukaže, da se moramo cepiti, kajti naš imunski sistem vse snovi, ki jih dobimo preko hrane, zna zaznati, zanalizirati in z njimi učinkovito ravnati, da čim manj poškodujejo naše fizično telo. Snovi, ki nam jih vbrizgajo za injekcijo direktno v globoko podkožno tkivo, v mišice, v kri, pa telo ne more učinkovito prepoznati, ne more zaznati njihovega izvora in ustvariti učinkovito strategijo, da bi te strupe iz telesa odstranila. Zato marsikdo kmalu potem, ko se cepi, umre, marsikdo dobi paralizo telesa ali druge bolezni. Le redki so, ki po cepljenju nimajo hujših ali trajnih bolezni. Vsekakor pa je namen cepiv, da čim bolj onesposobijo naš imunski sistem, da nas naredijo čim bolj pogojene za nadaljnja obolevanja, zato da smo čim bolj bolani in da lahko farmacevtska industrija čim bolj služi na račun naše bolezni. Torej, vsem, ki želite čim bolj zagotoviti svoje lastno fizično zdravje, vam priporočam, da se najbolj bojite medijskih virusov, da ne nasedate na laži, ki jih preko javnih medijev prodajajo, predvsem pa, da poskrbite za lastno imunost s tem, da jeste prvič čim bolj zdravo, čim manj mesno hrano. Še najbolj pomembno pa je to, da delate na odstranjevanju lastnih razdvajajočih miselnih prepričanj. To so vsa tista prepričanja, ki jih uporabljate kot izgovor za to, da čustveno reagirate. Čustvena reakcija je tisto, kar najbolj uničuje našo fizično zdravje.
Če želite aktivno delati na sebi, vam lahko priporočam vire informacij, knjige in brezplačne spletne tečaje za učinkovito odstranjevanje škodljivih miselnih vzorcev. Če želite dobiti te informacije, me kontaktirajte preko Facebooka ali preko moje spletne strani valentinrozman.si. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.